Danes v Pomurskem dnevniku. Kviz o varni rabi interneta. Umetna inteligenca v pomoč študentom. Združitev stranke NLS s stranko SDS. 600 milijonov evrov za razvoj. Vreme, jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Danes ob 11. uri je potekal največji spletni kviz o varni rabi interneta na svetu, ki sta ga organizirala A1 Slovenija in Zavod Varni internet. Kviz je bil namenjen za osnovnošolce, ki so se upali preizkusiti tudi v podiranju Guinnessovega rekorda. Skoraj polovica slovenskih osnovnih šol se je prijavila k sodelovanju v največjem spletnem kvizu na svetu. Projekt družbe A1 Slovenija in Zavoda Varni internet, ki je namenjen izobraževanju mladih v skritih poteh spletnega življenja, je navdušil učitelje in ravnatelje, ki se zavedajo, da je varna raba interneta danes pomembna veščina za otroke. Marsikdo se zanaša predvsem na te, bom rekel, škrbine, internetne škrbine, ne pa več toliko na preverjene informacije. In marsikdo zaradi tega tudi pride do narobe informacij oziroma do dezinformacij, kar posledično seveda vpliva na celotno delovanje. Poleg tega se še težave pojavljajo glede socializacije teh otrok, ker med seboj enostavno več ne vejo normalno oziroma ne znajo normalno več komunicirati oziroma spostaviti tistega pristnega stika. Glaven cilj je po mojem razširjanje tega dejstva, da danes mladina, učenci imajo zelo šibko znanje o internetu in imajo dostikrat težave, ali so to z napravami ali pa tudi z socialnimi omrežji, in ta kviz bo nekako pripomogel k temu, da razširimo to znanje, ki bi ga naj imeli, na zabaven način. Izobraževalna doživetja, s katerimi A1 Slovenija in Zavod Varni internet slovenske osnovnošolce na zabaven in poučen način izobražujeta o skritih pasteh spleta ter učinkovitosti varni in odgovorni rabi digitalnih tehnologij. Spletne brihte so do danes po vsej Sloveniji izobrazile že več kot 8000 otrok. Kako pa je spletno varnostjo otrok na soboški šoli? Imeli smo že kar nekaj delavnic z učenci in povratna informacija, ki smo jo dobili v letošnjem šolskem letu, so ugotovili, da veliko učencev uporablja socialna omrežja, tudi tisti, ki so še premladi, ampak da se večinoma zavedajo teh nevarnosti, so pa še vedno učenci, ki pa tega se ne zavedajo, in takšne te učence želimo doseči z tem osveščanjem. Prišli smo do ene zanimive ugotovitve, da v bistvu ogromno otrok uporablja te aplikacije, katere so recimo dane izključno oziroma namenjene izključno učencem oziroma otrokom 15+. In kaj se dogaja? Učenci recimo 6. ali pa 5. razredov, ki so stari vsega skupaj mogoče 11 let, normalno uporabljajo te aplikacije, ker si v bistvu sami vstavljajo datume, kot da bi bili starejši. Se pravi, imajo dostop do vsebin, ki niso primerne njihovi starosti. In to se posledično potem vidi preko vseh teh komentarjev in podobnih zadev na spletu, ki smo jim priča vsakodnevno. Glavne zvezde dneva pa so bili učenci od 4. razreda naprej. Njihovo znanje, spretnost in hitrost so bile ključne za postavljanje rekorda v najbolj množičnem hkratnem reševanju spletnega kviza. Vse, kar so potrebovali, je bil mobilni telefon, tablica ali šolski računalnik in nekaj znanja. Kaj pričakuješ od kviza? Si predstavljaš, kako bo izgledal? Ja, mislim, da je zanimive, pa kamo se lejko tudi dosti navčili iz njega. Pa tak, ne vem, pač ja, kako so nam povedali, se mi zdi, da je zabavno. Neko preverjanje smo že imeli, predvidevam, da bo zelo zabavno, pa tudi ne bo preveč težko. Si se kaj pripravljala? Imaš kakšno svojo taktiko? Ponavadi pač preberem vse odgovore, pa tistiva dva najmanj verjetniva takoj že vem, da ne bosta, in potem med tistima dvema, ki ostaneta, se odločim, kateri je pravilen. Kviz je povezoval znan slovenski stand-up komik Sašo Stare. V projektu je sodelovalo več kot 200 osnovnih šol iz vseh slovenskih regij. Z največjim spletnim kvizom pa so poleg izobraževanja poizkusili usvojiti tudi Guinnessov rekord. Tu pa žal ne morem nič predvidevati, ker niti ne vem, koliko šol sodeluje, nisem se to pozanimal. Upamo na najboljše, pa upamo, da bo tudi naša šola med prvimi 3, ki bodo zmagovalke.
kot ena večjih pomurskih šol, smo rade volje pristopili. Zakaj? Imamo vseeno preko 630 otrok, od 4. do 9. razreda so vključene vse paralelke, se pravi, to je 18 oddelkov, približno 400, nekaj več otrok, tako da upam, da bomo k celoti to zadevo tudi lahko prispevali oziroma tudi zmagali. Kako pa je z uporabo telefonov na šoli, ko ne potekajo takšni projekti? Načeloma imamo uporabo telefonov v šolskih prostorih prepovedano izključno le tedaj, ko je dogovor pri samem pouku, se pravi za vključevanje k samem pedagoškem procesu. Je pa res, da imamo kot šola tudi možnost za oddelek priskrbeti tablične računalnike oziroma tudi računalnike oziroma računalniško učilnico, tako da uporaba mobilnih telefonov ni potrebna v času pouka. V primeru klicov ali kaj podobnega, če morajo kontaktirati svoje starše, imajo pa vedno na razpolago telefon v tajništvu. Pred kratkim je stroko in javnost razburkal tako imenovani ChatGPT, spletna aplikacija, ki z relativno visokim nivojem uspešnosti ustvarja poljuben tekst uporabniku na poljubno temo in to opravi zelo v kratkem času. V akademskem svetu pa se pojavlja debata, ali bi ChatGPT in podobna orodja prepovedali ali pa študentom celo dovolili uporabo le-teh. Medtem ko se večina akademskega sveta pogovarja o prepovedi uporabe pametnega klepetalnika ChatGPT med študijem, so se na mariborski višji strokovni šoli Akademija v Mariboru odločili, da priložnost nove tehnologije zagrabijo z obema rokama. Ne le, da bodo svojim študentom dovolili uporabo tovrstnih orodij, umetni inteligenci bodo posvetili novo smer v študijskem programu informatika. Mi smo se postavili na pozicijo, da je to eno lahko odlično orodje, s katerim si študenti lahko pomagajo, da neko informacijo pridobijo, kar bo pa ključno, je pa to, da bodo znali kritično vrednotiti, ali je ta informacija pravilna. Torej, študent lahko s pomočjo tega orodja v slabi minuti izdela na primer seminarsko nalogo, kar je prepovedano, po drugi strani pa mu lahko pomaga pri kreativnem razmišljanju. Dejansko lahko to orodje da neke predloge, mu malo dejansko skravžla možgane s tem, ko vidi te predloge in potem v bistvu razvije še boljšo idejo na koncu. Pomagajo pa si lahko predvsem pri idejah za razvoj strategij za trženjske načrte, digitalni marketing, kampanje na družbenih omrežjih in podobno. Iskanje profesorjev in predavateljev za tovrstno delo pa ni bilo enostavno. Včasih moramo kar potruditi, da jih najdemo, jih pa najdemo, vsekakor. Tu so, bom rekel, vsi naši predavatelji morajo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za predavatelje na višjih strokovnih šolah in pa pri nas dodatno res poudarjamo to, da prihajajo iz industrije. Opažajo, da se znanje umetne inteligence preliva tudi na druga področja, ki jih poučujejo, na primer na gradbeništvo. Že veliko učimo tudi o pametnih stavbah, o načrtovanju v BIM-u, v tem Building Information Modelingu, potem na primer strojnike, seveda ogromno programske opreme tukaj uporabljajo pri konstruiranju, načrtovanju in je seveda IT resnično postaja neki hrbtenica vseh teh programov. Zadeva pa je uporabna tudi za zmanjšanje stroškov obratovanja in v določenih primerih tudi zmanjšan ogljični odtis. Vzdrževalec v proizvodnji točno ve, kdaj bo določena žarnica, bo potekel rok uporabe in jo lahko pravočasno naroči, pravočasno zamenja. Je dejansko vse predvidi potem neko analitično orodje. Ob tem pa svojim študentom želijo ponuditi dodatna znanja in tako imenovane mehke veščine, kar jim po njihovem mnenju pomaga pri lažjem zaposlovanju oziroma pri iskanju prve zaposlitve. Poleg strokovnih znanj, ki jih osvajajo tekom študija, omogočimo tudi dodatna znanja, specifična znanja, ki prispevajo k temu, da bodo čim bolj uspešni pri iskanju zaposlitve in tudi na trgu dela. Razpisanih bo 60 študijskih mest, torej 10 študentov na študijsko smer. Vpis bo možen letos jeseni, informativni dnevi pa potekajo že ta petek in soboto. Slovenski demokratski stranki naj bi se že kmalu priključila Nova ljudska stranka Slovenije oziroma Lista Franca Kanglerja. Razlog za združitev tiči predvsem v krepitvi stranke SDS, ki bo tako poleg liste župane Saše Arsenoviča postala najmočnejša skupina v mariborskem občinskem svetu. Nova ljudska stranka Franca Kanglerja se združuje s Slovensko demokratsko stranko Janeza Janše. Res je, prišli smo v fazo združevanja, je pa tudi res, da so še organi tisti, ki bodo o tem odločali. Pogovori so stekli in dela se na tem, da se združimo z Nova ljudska stranka z
Slovensko demokratsko stranko. Razlogi za združitev naj bi bili predvsem v tem, da se okrepi stranko SDS v Mariboru, saj je bila na lokalnih volitvah Kanglerjeva stranka bolj uspešna. Lista Franca Kanglerja je najmočnejša ravno v Mariboru in tukaj je zdaj ta trenutek najbolj pomembno. In če bomo tukaj že naredili še en korak več, je že ta združitev prinesla nekaj pozitivne učinke. Ker zdajšnjemu predsedniku mariborskega odbora SDS Dejanu Kalohu poteče mandat, bi naj Kangler v prihodnje celo prevzel vodenje stranke na štajerskem koncu. Tega pred kamero sicer nista želela komentirati, je pa Kaloh na Twitterju zapisal, da sam ne bo več kandidiral, ker je to stvar politične higiene. Kdo bo nov predsednik mariborskega SDS, po besedah vodje svetniške skupine še ni znano. Je pa vsekakor jasno, da bo Franc Kangler med kandidati. Kandidiral zagotovo bo, ampak težko pa ta trenutek reči, da bo pa on predsednik. Zaradi tega, ker so pač oni imajo tudi svoje volivce, svojo bazo, ki pač bodo odločili tako, kot bodo odločili. Ukolikor bodo združitve strank dejansko prišlo, bi lahko bila v prihodnje Janševa stranka tudi v Mariboru med najmočnejšimi skupinami, zaradi česar v Novi ljudski stranki menijo, da bodo lahko več dosegli. Skupaj lahko več naredimo, ne kot posameznik. Posameznik je, tako zdaj se tudi tukaj pokazal, sedaj tudi v samem mestnem svetu v Mariboru, nas bo lahko 12 svetnikov, kar smo se izenačili z županovimi svetniki. Uradna priključitev NLS bo sicer trajala še nekaj časa, bo pa SDS o združitvi razpravljal tudi na sobotni slavnostni akademiji. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo v letošnjem letu skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 600 milijonov evrov novih finančnih spodbud. Ministrstvo z načrtovanjem vlaganjem razvojnih sredstev nadaljuje s krepitvijo konkurenčnosti in dodatne vrednosti slovenskega gospodarstva. Letos bo ministrstvo skupaj z ukrepi tudi iz namenskega premoženja izvajalskih organizacij in SID banke gospodarstvu, turizmu in športu ponudilo dobrih 600 milijonov evrov novih razvojnih spodbud. Od tega bo približno polovica teh sredstev oziroma 300 milijonov evrov ciljnim skupinam ponudilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport skupaj z izvajalskimi organizacijami iz svojih proračunskih sredstev in evropskih sredstev v upravljanju ministrstva. Ključen problem, ki ga ta moment jaz vidim, je seveda ta inflacija in dvig teh cen. Ampak jaz zdaj ne bi kazal s prstom na komplet gospodarstvo in na vse, na ta segment, da so samo oni v tej krizi krivci za to, da je prišlo do povečanja cen. So bili določeni segmenti, kjer je hrana, ker so surovine zrasle nenormalno. V gradbeništvu, če gledamo, kaj se je dogajalo z železom in tako naprej. Tako da tukaj jaz mislim, da niso nobeden ni špekuliral, seveda so mogli pa vsi preživeti. Lani je ministrstvo skupaj z izvajalskimi institucijami in SID banko ponudilo gospodarstvu in turizmu preko 700 milijonov evrov razvojnih sredstev in podprlo skoraj 5000 projektov. Minister Matjaž Han je po predstavitvi letošnjih razvojnih spodbud povedal, da je pomoč gospodarstvu za omilitev energetske krize pomembna za njegovo preživetje in ohranitev konkurenčnosti. Vlade, gospod Golob, smo imeli enotno stališče Ministrstvo za finance, seveda Ministrstvo za gospodarstvo, da moramo biti majčkeno bolj ambiciozni in da moramo na nek način izstopiti iz tega cone ugodja in mogoče za naše gospodarstvo izpogajati mogoče malo boljše pogoje pri raznih schemah. Zdaj bomo videli, kako bomo v nadaljevanju uspešni, da potem ne prihaja, ko imamo, reševanje energetske krize, problem EBITDA ali je padel za 30% ali je padel za 10%. S temi problemi se pač mi na nek način, ker so problemi gospodarstva, ukvarjamo. Viri financiranja 28 ukrepov v letošnjem letu so integralni proračun Republike Slovenije in evropska sredstva. Podjetjem bo ministrstvo s tem ponudilo dobrih 62% nepovratnih, skoraj 34% povratnih spodbud in dobre 3% tako imenovane kombinacije nepovratnih in povratnih finančnih sredstev. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri.
Danes smo imeli jasen dan s povprečno temperaturo 3 stopinje Celzija. V Krajinskem parku Goričku smo opoldne namerili 6, Murski Soboti 1 stopinjo, Lendavi -1 stopinjo in v Radencih 3 stopinje Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v severnih in vzhodnih krajih. Marsikje bo čez dan pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, na Primorskem od 1 do 5, najvišje dnevne pa podobne današnjim. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru med -3 in -1, dnevne pa od 14 do 16 stopinj Celzija. V soboto bo v zahodnih krajih pretežno oblačno, proti severu in vzhodu Slovenije pa bo precej jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Še bo razmeroma toplo za ta čas, v nedeljo pa bo pretežno oblačno, ponekod bo proti večeru že možen rahel dež. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od -3 do 2, čez dan od 14 do 16 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani www.tvdeja.si. Hvala, da ste bili v naši družbi in nasvidenje do jutri.